Dober večer, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci in dobrodošli znova v naši oddaji. Upam, da dobro izkoriščate tole indijansko poletje, predvsem zato, da se boste okrepili na svežem zraku in soncu za tiste prihajajoče zimske mesece. Če pa bo takrat bolezen vseeno potrkala na vaša vrata, je dobro imeti kakšen pameten nasvet pri roki. V nocojšnji oddaji vam jih bomo ponudili kar nekaj, zato vabljeni k ogledu. Moj gost nocojšnje oddaje je magister Nikola Krstič, doktor medicine. Lepo pozdravljeni. Dober večer, pozdrav. Že pred nekaj tedni sva v eni izmed preteklih oddaj govorila o obrabi hrustanca in pa tudi zdravljenju z glukozaminom Pharma Nord. Nocoj bova nadaljevala, gledalci so imeli kar nekaj odprtih vprašanj in predlagam, da tam nadaljujeva, kjer sva ostala. Še predtem pa, če so se nama pridružili kakšni novi gledalci, narediva kratko analizo prejšnje oddaje, kaj je sploh to zdravilo, kakšno bolezen zdravi, po čem se razlikuje od vseh ostalih. Se strinjam, ja, to je pametno, da ponovimo na kratko. Zadnjič smo govorili o bolezni, ki ji pravimo po domače obraba hrustanca. Potem smo rekli, da je to z drugo besedo artroza oziroma osteoartroza. Obraba hrustanca ima zadnjič smo govorili o kvartetu znakov, pokanje v sklepih, potem manjša gibljivost v sklepih, pravimo po domače tudi trdota gre v sklepe, trdota gre v kolena, potem oteklina, se pravi, da otečejo lahko sklepi in zlasti, da boli, ne, da se pojavijo boleči občutki oziroma bolečine in to se stopnjuje, ne. Pojavi se pa nekje po 40. letu in potem druga polovica srednjih let in tretje življenjsko obdobje. To je čas, ko se spopadamo, ko doživljamo, ko prestajamo to bolezen, ki je pa, zadnjič smo tudi uporabljeni izraz, pa ga bom ponovil, neverjetna. Neverjetna je zato, ker je toliko, ker je zelo veliko. V tretjem življenjskem obdobju 70–80% starih mam, stricev, tet, starih atejev trpi zaradi te bolezni. No, bolezen, ampak moramo biti optimistični in tudi smo lahko upravičeno optimistični, ker zdaj že skoraj 20 let govorimo o učinkovini, osnovi, ki je zdravilo za to bolezen in to je pa glukozamin. Smo tudi govorili konkretno o marketinški, recimo, obliki oziroma nazivu, to je glukozamin Pharma Nord, ki ga poznamo v Sloveniji že desetletje in pol. Pa pri vsem skupaj je pa pomembno to, in to je prav, da tudi ponovimo, a ne, gledalcem in gledalkam, da na trgu imamo tudi glukozamine, ki jih Državna komisija za zdravila ni potrdila. To so glukozamini, ki so prehranska dopolnila. Za te glukozamine je značilno, da ne morejo zdraviti, da samo torej vplivajo na znake, ki smo jih prej našteli, da znake, recimo, če poka, pa začne pokati za recimo 10% manj. Če je manjša gibljivost, se gibljivost lahko popravi za 10–15%. Če je otečeno, se nekaj malega zmanjša oteklina. Če boli, se tudi bolečina nekaj malega zmanjša, ampak do vzroka za to bolezen, ki je pa obraba hrustanca, ki je stanjšan hrustanec, pa glukozamin prehransko dopolnilo ne more. In zato tudi ni zdravilo, ampak je prehransko dopolnilo. Zdaj, zadrega je v tem, ker marsikdo sliši za glukozamin in potem gre in si ga nabavi, in ni pozoren na to, ali je to prehransko dopolnilo oziroma če je to zdravilo. Če je to zdravilo, ga bo zdravilo, mu bo dejansko pomagalo, da gre ven iz teh svojih težav. Če pa je to prehransko dopolnilo, pa žal ni tako. Nekaj časa se nekaj pač čuti in to je zadrega in človek misli, aha, zdaj mi pa pomaga. Ne pomaga dovolj, ker glukozamin prehransko dopolnilo ne sega do vzroka in bolezen
se pa seveda v tem primeru širi naprej. In čez čas, ko se vrne, se slej ko prej vrne, ker je potem tega vzroka za težave preveč in je prehranskega dopolnila premalo, ko se bolezen vrne, so pa težave večje. Če je bila bolečina prej, je bolečina zdaj večja. Če je bila oteklina prej, je oteklina večja in tako naprej. In zdaj se pa tu spet lahko začne začaran krog. Če nismo pozorni, pa ne izberemo zdravila glukozamin. Tako da rešitev za obrabo hrustanca, za bolezen je seveda zdravilo. Katero zdravilo? Glukozamin zdravilo. Tržno ime, ki ga danes navajamo, zvečer na oddaji, je pa glukozamin Farmanord. Bova nadaljevala oziroma se vrnila. Ja. Gledalci in gledalke vas pa seveda povabiva, da sodelujete v oddaji. Če imate kakšno dobro izkušnjo, če vas kaj več o zdravilu zanima, pokličite na izpisano telefonsko številko in dr. Nikola Krstič vam bo zagotovo z veseljem svetoval. Dr. Krstič, ko se ljudje zdravijo s konkretno vašim zdravilom, vnašajo vaše zdravilo, zagotovo jih zanima, kako deluje. Kakšen proces se pravzaprav odvije? Ja. To je čisto razumljivo, da vsak hoče vedeti, ko nekaj vzame, kako mu to deluje, in je prav, da se to tudi pove. In je prav, da to ljudje čim več tega da vedo. Oziroma medicina ve, da je tudi zdravilo, veste, to je zanimivo, zdravilo je bolj učinkovito, če nekdo ve, kako deluje. Zanimivo, ne? No, pri glukozaminu je pa zgodba sledeča. Ko se zdravilo glukozamin zaužije in potem potuje po krvi, limfi, po vseh telesnih tekočinah in pride tudi v sklep, pride tudi v celice, ki se imenujejo hondrociti. Hondrociti, to so celice, ki tvorijo hrustanec, tako po domače, če povem, in seveda glukozamin pride v te celice in sproži tvorbo hrustanca. Zdaj, kako to poteka? To poteka tako, da je tukaj glukozamin v osrednji vlogi. Je sprožilec, je tisti, ki vodi tvorbo hrustanca, ki sam skrbi za to, da se tvorijo vse sestavine hrustanca. In med temi sestavini je kolagen, se pravi glukozamin, sproži tvorbo kolagena, kakor se ga rabi, Potem naprej, glukozamin sproži tvorbo hondroitina, ki je sestavina hrustanca in ga torej spodbuja pač toliko časa, kakor je potrebno, In enako tudi za hialuronsko kislino, to so vse snovi, za katere so gledalci verjetno slišali. Za kolagen so slišali, za hondroitin so slišali in tudi za hialuronsko kislino. No, vse to sproži glukozamin. In na koncu vse te sestavine tvorijo hrustanec. Se pravi, na začetku glukozamin sam sproži tvorbo teh sestavin, te se recimo potem tvorijo, kakor je potrebno, in na koncu je hrustanec. Tako da to je ta zelo pomembna informacija. Moram pa reči, da tega nismo vedeli že na samem začetku, ko so odkrili glukozamin, veste. Tega se pač ni vedeli. Ampak danes pa po vseh teh študijah, po nekaj desetletjih, vemo, kaj se natančno dogaja in kakšno vlogo ima pri tem glukozamin. Oziroma v kakšni vlogi so recimo kolagen, pa hondroitin, pa hialuronska kislina, pa še nekatere druge snovi, ampak je dovolj, če jih 3-4 naštejemo, da vemo, kakšna je ta reakcija. Ja. Proces zdravljenja. Kako deluje takrat glukozamin? Na kakšen način? Ja, tako kot smo našteli, pride, sproži tvorbo sestavin hrustanca, hrustanec se tvori in se podebeli. Pa če je recimo samo stanjšan, se odebeli. Zdaj pa ponavadi je pa tako, da zaradi obremenitev v sklepu,
ker celotna telesna teža pritiska recimo na hrustanec v kolenu, tudi na hrustanec v kolku, v gležnju. Vsa telesna teža je, ne, pa mi recimo hodimo tako, da je enkrat eno koleno, pa drugo in takrat telesna teža na enem kolenu, pa na drugem, pa spet na onem, pač prejšnjem. In se pravi, to so hude obremenitve. In ko je hrustanec stanjšan, ne, zaradi teh obremenitev ni dovolj prožen, ker ga je premalo, in tudi razpoka. Pa ne samo to, te razpoke tudi ena ob drugo drgnejo in tudi se kruši, a ne? Se pravi, se tudi drobi, a ne? In tako naprej. A ne? No, ko pa zdaj pomagamo, a ne, torej sklepu, ki je prizadet, ki ima obrabo hrustanca in ki začne tvoriti več hrustanca, a ne, ta hrustanec, ki nastaja, a veste, vse to se da lepo predstavljati, a ne, razpoke se zalijejo, tisti odkruški, tisti drobci se lepo zalijajo noter, hrustanec se debeli, seveda to ne gre čez noč, to je en proces, to traja, recimo, govorimo o tednih, ampak to se pa čuti, a veste, to se čuti iz dneva v dan, a ne, se to čuti, kako vse skupaj lepo, počasi, ampak zanesljivo napreduje. In zdaj seveda, ne, je pa spet pomembno to, da tukaj jemljemo zdravilo glukozamin, to smo že večkrat, tudi recimo v tej oddaji poudarili, pa zlasti v prejšnji, da se jemlje tisti odmerek, ki je predpisan, a ne, in zlasti, da sprejmemo to, da je jemanje redno in trajno, brez prekinitev. Pa nekateri, ko slišijo, da je potrebno doživljenjsko jemanje, malo tako se počutijo nelagodno, kot češ, zakaj pa, ne? Ampak to je tako, veste, imamo bolezen, ki je kronična. Se pravi, obraba hrustanca, artroza, to je kronična, trajna bolezen. Ko enkrat zboliš, te spremlja do konca. Iz telesa se ven spraviti ne da. In imamo pa zdravilo, ki lahko to bolezen obvlada, potunka in potem živiš, kot da bolezni ne bi bilo. Samo bolezen je ves čas v telesu in zdravilo je tisto, ki bolezen potunka, obvlada, a ne, in se tudi porablja. Ko ga ti en dan vzameš, se v tem dnevu porabi. Za naslednji dan ga ni več, je treba spet ponoviti isto, ne. Vzameš se porabi, ampak pri vsem skupaj je pa kvaliteta življenja tista, ki jo imaš, a ne. In to je to, ne. Tako da redno in trajno jemanje, brez prekinitev in tudi doživljenjsko, ampak jaz pravim, hvala Bogu, ne. Zame osebno, veste, ko sem spoznal, ko sem se seznanil z glukozaminom, je bila to velika dogodivščina. Ne, ki jo lahko primerjam s tem, a veste, z dogodkom, ko sem diplomiral, z dogodkom, ko sem recimo na 3. stopnji nekaj naredil, a ne, in potem naslednja taka velika prekretnica v karieri je pa sreča, da smo doživeli glukozamin, ne. To je to. Bova zdaj pojasnila, zakaj je namreč to tako pomembno, ne. Nekateri imajo, ali pa zelo veliko ljudi ima težave zaradi obrabe hrustanca in potem mislijo, da bodo ozdraveli, pa jemljajo na primer kolagen. Ja, ne? Tako. In potem vi pravite, da kmalu doživijo kar veliko razočaranje, pa napotnico za kakšen operativni poseg. Ja, žal se nam to lahko dogaja. to razložite? Tako je. No, poglejte, recimo, to, kar smo prej povedali, kako glukozamin deluje, bo zdaj le prišlo zelo prav. V tvorbi hrustanca je glukozamin ta glavni, sproži tvorbo recimo kolagena. Kolikor se ga rabi, se ga tudi naredi. A ne toliko, mislim, tako to poteka. No in zdaj kolagen sodeluje,
Samo kolagen je samo del vsega skupaj. In del vsega skupaj ne more nadomestiti celote. Kolagen nima zmogljivosti, nima moči, da bi deloval tako kot glukozamin. Pač narava je tako narejena, ne? A veste. In zdaj, ko mi dodajamo kolagen, ne, se nekaj malega res čuti, ne, pride prav. Samo v celoti, a ne, pa nima tistega učinka, ki ga mi pričakujemo in ki se nam ga tudi nekako skozi to zelo, to pa moramo reči, ne, močno, zdaj že nekaj letno promocijo, nekako ponuja z nasmehi, z pač tudi recimo, da bomo skakali kot gams in tako naprej po Alpah in tako naprej. Vse to se govori po televiziji, ali ste, ne sicer tukaj na vaši, ampak gledalci se spomnejo iz drugih programov, da se en kolagen ne reklamira, da boste skakali kot gamsa, ne, če boste to jemali in tako naprej. Samo ni tako. Mislim, praksa kaže drugače. In tudi sama stroka je dokazala, da kolagen, prehransko dopolnilo, ne zmore vzdrževati sklepov, kaj šele, da bi jo zdravil, a ne? A veste, ne? Pa se tudi ime pove, a ne? Zdravilo glukozamin zdravi, ko pa imamo kolagen, prehransko dopolnilo, kaj? S tem samo dopolnjujemo prehrano. In to je to, ne? Za bolezen pa rabimo zdravilo, a ne? No, tako da, in zdaj, a veste, razvoj medicine je kar ena taka zanimiva zadeva, ne? Odkrili so glukozamin in so videli, da je povezan z hrustancem, fino, ne? Potem so odkrili čez čas tudi kolagen in so spet videli, da je povezan z hrustancem, ne? Potem so odkrili tudi hondroitin. Hondro je že ime, ki pove, da gre za hrustanec, ne? In so tudi videli, da je v povezavi z hrustancem. Enako tudi za hialuronsko kislino, ne? So tudi ugotovili, da Najbrž vas že kakšen od naših gledalcev kliče, ne? Tako, ja. Bova morda opozorila, da so izpisane telefonske številke, in sicer ena telefonska številka za klic v studio in druga telefonska številka za klic v Mic Mengeš, kjer vam bodo v naslednjih dneh lahko sodelovali, svetovali s strokovnimi nasveti. Tako da zaenkrat se držite kar izpisane na telefonskem ekranu, da nas lahko pokličete v studio, ker bo dr. Krstič s svojim nasvetom vam pomagal verjetno še kakšnemu gledalcu. Dobrodošli k klicem. No, zdaj, če tam nadaljujemo, ne? Torej, govorili smo o tem, ne, da so začeli odkrivati te snovi, ki so povezane z hrustancem, ne? Veste, to je pač tako spoštovanja vredno početje, ne? To jaz nič ne kritiziram, ne? To je razvoj medicine. Ugotovili so recimo za vse te snovi, ki jih zdaj naštevamo kot prehranska dopolnila in ki sodelujejo v tvorbi torej hrustanca pod komando glukozamina, a ne? In so razmišljali, ne? Niso pa vedeli, kako to deluje. To, kako deluje, vemo zdaj zadnjih 15-20 let. Prej tega nismo vedeli, ne? No, in so rekli, če bomo recimo dali glukozamin, pa kolagen, pa hialuronsko kislino, skupaj se bo to lepo seštevalo, ker je vse povezano z hrustancem, a ne? In to so dali skupaj, ljudje so to jemali, ne? Ampak seštevali se pa ni. Oziroma je glukozamin še slabše deloval, ne? Tako da danes to vemo. In če danes to vemo, a ne, potem je zdaj treba res iti naprej, a ne, s tem, kar pomaga, kar je preverjeno, kar je preizkušeno. Je pa tudi razumljivo, veste, če smo prej rekli, da glukozamin sproži tvorbo vseh te snovi, ki tvorijo hrustanec, a ne, in ko mi imamo glukozamin,
pa dodamo recimo še kolagen zraven, a ne? Kolagen ta, ko ga glukozamin vidi, neha, počaka, ne? Zakaj? Zato, ker dela tako, da tvori tisto, česar ni in kar je potrebno za hrustanec. Tako da, ko mi dodamo kolagen pa glukozamin skupaj, glukozamin ne deluje in je najbolje, da pustimo naravi, da ona sama dela. A ne? Se pravi, najboljša varianta je, da ko želimo si urediti težave zaradi bolezni, ki rečemo obraba hrustanca, da jemljemo samo glukozamin in gleda v zdravilu, ne, pač konkretno ten glukozamin Pharma Nord in še recimo drugih zdravilih, a ne, ki z glukozaminom učinkujejo, a ne, imamo samo to eno snov, samo glukozamin. Zakaj? Ker je to najbolj učinkovito, ne? In potem narava sama vse skupaj sproži in popravlja obrabljen hrustanec. Mogoče, če pod črto potegneva, je dobro to, kar ste tudi vi zapisali v pripravi na samo oddajo, če ne jemlje zdravila proti bolezni, se bolezen pač slabša. Tako je, tako je. In to je res, a ne? Zdravilo, bolezen. Zdravilo obvladuje bolezen. Ko jemljemo zdravilo, je bolezni manj. In obratno, če jemljemo manj zdravila, je bolezni več. In zdaj pač lahko vam povem izkušnjo, a ne? Točno to se je recimo v teh nekaj letih tudi dogajalo in se še dogaja v Sloveniji. A ne? V Sloveniji se zdaj zadnje čase, jaz moram to reči, pač kakor je, ne? To je dejstvo, to tudi mi vidimo, a ne? V statistiki se to beleži, a ne? Zdravila, glukozamin se jemlje manj kot pred recimo 4 in 5 leti. Jemlje se pa več prav teh snovi, o kateri sva govorila, ne? Ljudje vidijo reklame in si mislijo, pa gremo v to, ker je tako močna reklama, tako lepa reklama, ne? In potem se jemlje več teh prehranskih dopolnil, ki smo jih prej naštela, kolagen, chondroitin, hialuronska kislina in kombinacija, pa recimo še glukozamin, prehransko dopolnilo tudi, a ne, in tako naprej. In zdaj, mislim, kaj se potem dogaja? Dogaja se to, a ne? Te snovi, kot smo rekli prej, ne morejo zdraviti, a ne? Glukozamina se jemlje manj, in potem je pa bolezni več. In to se dogaja, ne? In to kar naprej poslušamo, ne? To kar naprej poslušamo, da je napotovanj specialističnih več, ne? Da je na čakalnih listah več ljudi, da se čakalne dobe tudi ne skrajšujejo, oziroma, ne, mislim, skratka, da vse skupaj, namesto da bi se zmanjševalo, se povečuje, ne? Žal. In v zadnjih 2-3 letih je točno tako, ne? Ti procenti so res zelo izraziti, a ne? In v čem je rešitev? Ja, rešitev je v tem, da se jemlje zdravilo, ne? Ker midva sta danes sicer veliko časa namenila kolagenu, ne? Ampak tudi druge snovi, recimo tudi prehransko dopolnilo glukozamin, o katerem smo že prejšnji teden, oziroma prejšnjo dajo nekaj povedali. Je na enakem. Ste pritrdilni, ne? Je na enakem, a ne? Glukozamin, prehransko dopolnilo, ne zmore zdraviti. Zakaj? Zato, ker v svojem dnevnem odmerku ima premalo zdravilne snovi. In to je tudi recimo standardizirano, a veste, in če je ene učinkovine 2-krat, 2,5-krat premalo ali pa še večkrat premalo, pa sploh ne piše, koliko je, tudi to se včasih dogaja na nekaterih artiklih, potem seveda zdravljenja ne more biti, ampak samo spet tisto, kar smo že povedali, ne? Delno se čuti, vpliva na znake, na vzrok bolezni pa ne. Ker ne vpliva na vzrok bolezni, se bolezen širi in potem je čez čas, ne, težav več in so težje in tako naprej. In potem seveda sledi, a ne, napotovanje naprej, na čakalne liste in tako naprej. Samo to je negativni začaran krog, a ne. In tu s tem, kar danes vemo, a ne, in kar danes medicina, a ne, zmore in zna, a ne, je rešitev
v jemanju zdravila glukozamin. To ves čas govorimo, nekako ponavljamo, ampak po mojem, da je prav, da ponavljamo, a ne? Ker je bolezni ogromno, težav je veliko in je prav, da si ljudje res čim prej, pa če večkrat ponovimo, ne, bo to še bolj nekako prišlo medne, a ne, da je za bolezen potrebno zdravilo. In če imamo obrabo hrustanca, ki je bolezen, imamo potem zdravilo glukozamin, ki te težave rešuje. Ostale stvari, ki so prehranska dopolnila, pa tega ne zmorejo. In morda se s tem kdo izogne kakšni bolečini, napotnici, slabi volji. Tako. O tem bova še kakšno rekla v nadaljevanju. Ostanite v najini družbi. Magister Nikola Krstič, doktor medicine iz podjetja MIC Mengeš je v naši družbi in če imate zanj kakršnokoli vprašanje, je zdaj pravi čas, verjetno ste med oglasi kar razmislili, kaj vas zanima. Se vam je odprlo kakšno novo vprašanje za debato, zagotovo ste dobrodošli, vabljeni, da pokličete na telefonsko številko izpisano v studio, tako da pazite, kam kličete. Jutri oziroma v naslednjih dneh pa doktorja Krstiča dobite seveda na telefonski številki izpisani prav tako na zaslonu, kjer piše MIC Mengeš. Doktor Krstič, dajva še enkrat morda ponoviti, kako jemljemo zdravilo glukozamin? Ni vseeno, ne moramo si ga sami odmerjati, reči, da ga 14 dni ne bomo, ker smo občutili, da nam bolje dene, ne? Glejte, Glukozamin Pharma Nord, zdravilo Glukozamin Pharma Nord ima status BRP. BRP pomeni brez recepta. To pomeni, da je dostopno nekomu, ki se odloči, gre v lekarno, si nabavi zdravilo in ga jemlje. Ampak seveda ga jemlje tako, da mu je prej zdravnik povedal, vaše težave so obraba hrustanca. In če zdravnik ne svetuje, kar je tudi možno, se pač zgodi, se lahko samo odloči in to jemlje. Sistem je to uredil tako. Zakaj? Ker gre za varno zdravilo. Varno zdravilo, o tem smo tudi zadnjič govorili, a ne zakaj je to varno zdravilo, to je naravna snov in tako dalje in tako dalje. No, ampak še to, da tudi ponovimo, ne? V dosedanjih desetletjih, pa še mogoče mar dlje časa nazaj, ne, ko smo zdravili obrabo hrustanca protibolečinsko, tega nikoli nismo mogli kar naprej, veste, smo to v kurah zdravili. Nekaj časa, pol pa prenehati. Zakaj? Zaradi neželenih učinkov, ker so trpeli organi in tako naprej, a ne. Pri glukozaminu ni tako. In zato je smiselno poudariti, da tukaj gre za redno, trajno in neprekinjeno in doživljenjsko jemanje. Redno in trajno jemanje. In zdaj koliko? To smo tudi lahko konkretni, normalno, sej gre za življenjske zadeve. Glukozamin Pharma Nord zdravilo je v kapsulah. Jemljajo se 3 kapsule na dan. Marsikdo reče, pa zakaj niste naredili eno kapsulo, malo večjo pa not, stlačili pa bi jaz to enkrat vzel in bi imel mir. Ja, samo ugotovili so v razvoju zdravila, a ne, da je največ učinka, ko se jemlje zjutraj, opoldne, zvečer. Se pravi, zjutraj, opoldne, zvečer po eno kapsulo. Takrat je največ učinka. Ko mi vse te 3 kapsule združimo, to je tudi možno, zgubimo 5-6% učinka. In strokovnjaki, eksperti so rekli, tu so nam pa vsak procent je tako zelo pomemben, da ga nočemo zgubiti. No in potem so v Pharma Nord, ne pri proizvajalcu na Danskem, sklenili, da obdržijo
to je manje 1-1-1, z možnostjo seveda, da se vse skupaj združi. Zdaj, ta združitev vseh 3 kapsul v eno, se pravi, da se vzamejo hkrati, je pa tudi možna. Kdaj? Ja, seveda, ste stara mama, 89-90 let. Pozabljivi smo, ne? Pozabljiva je. In zdaj, ko ugotovimo takšno stanje, potem svetujemo enkratno jemanje vseh 3 kapsul. Glukozamin je naravna snov, lupina teh kapsul je tudi naravna, je rastlinskega izvora, je bele barve sicer, ampak je rastlinskega izvora in se lepo stopi v želodčni tekočini, tako da ni nobenega problema. Tudi vse 3 kapsule se lahko jemljajo, ali pa recimo smo rekli stara mama, star ata, ki sta pozabljiva, pa svetujemo potem vse 3 hkrati. To svetujemo ponavadi v dopoldanskem času ob 10 nekje tu okrog, ni vezano na hrano, ampak ob 10 zato, ker je takrat že so vsa prebavila že v pogonu, so pa spočita, ker je to jutranji dopoldanski čas in tudi potem najbolje vsrkavajo. Ker se mi recimo čez dan utrudimo, pa zlasti starejši človek, tako se tudi naša prebavila utrudijo. In zdaj, če bi mi jemali to kasneje, je vsrkavanje slabše. Tako da svetujemo dopoldan okrog 10. ure, če jemljemo vse 3 kapsule hkrati, z nekaj tekočine. Ni vezano na hrano, lahko pa si nekdo privošči, pa malo pudinga, malo čižane, lahko kombinira, ni nobenega problema. Tako da, recimo, to je za starejše, ki so pozabljivi, ali pa recimo za nekoga, ki ima, kaj ćemo reči, 56 let, si izmišljujem številke, pa je glavni direktor, pa ima sestanek ob 12, ko bi mogel kapsulo vzeti, on bo sigurno na to pozabil, in zato tudi v takih primerih, ko so nekateri zelo zaposleni, na višku pač svoje kariere, ampak imajo težave zaradi obrabe hrustanca, to je znano, veste, to se pojavlja, to sem tudi sam doživel, no in takrat svetujemo vse 3 hkrati, tudi v teh primerih, Tako da to 3 kapsule smo z namenom, z najboljšim namenom se je stroka odločila, da to obdrži. Ampak, kot rečeno, je to možno združiti in potem imati tudi vse 3 hkrati. Pa ne pričakuje se pač nobenih posebnih težav, ker gre za naravne snovi. Zdaj, če človek pozabi morda en dan vzeti tablete, ne bo nekakšne katastrofe. Ne. Če pa rečemo, zdaj so nam pa pomagale, zdaj pa tega ne bomo več jemali. Ja, jaz se tu malo nasmejim, veste, vse to je v naravi človeški. Se ravno zato, ker on si misli, ko nas ne boli več, pozabimo. On govori, da je to treba skozi imati kar naprej, ker bi rad čim več prodal. Ampak je dejansko tako, veste, ko je bolezen, ko zdravilo obvladuje bolezen in jo premaga, obvlada in tako naprej, smo zadovoljni. Potem, če ne verjamemo, pa nehamo jemati, kaj se zgodi? Ja, zdravila ni, bolezen malo pokuka, pa še malo, potem pa pride na plano, pa spet udari z vsemi težavami, ki so bile prej, oziroma še večjih je, ker se medtem človek postara in tako naprej. Tako da, če nekdo ne zmore verjeti, lahko poskusi, ampak bo videl, in to ponavadi se enkrat naredi, pa nič več, ker se vidi, da je treba res redno jemati. In gibanje je pa tako dragocena zadeva, da je nihče med nami ne želi izgubiti, nihče. Tako da še enkrat ponavljamo, redno in trajno jemanje, brez prekinitev doživljenjsko,
po 3 kapsule na dan. Bistvo je, da vse 3 kapsule v 24 urah pridejo v telo. Zdaj pa, ali je to najboljša varianta 1-1-1 ali pa vse 3 hkrati, to je potem stvar izbire. Danes sva nanizala res ogromno, morda za nekatere novih, za druge starejših podatkov, takih, ki jih že poznajo. Lahko s kakšnim argumentom potrdiva, da je vse to res, kar sva povedala? Ja, torej... To 100% drži. Torej, da je glukozamin uspešno zdravilo, vam lahko sam osebno jamčim. Ker sem tudi na njem zdaj že skoraj 10 let in sem mu res hvaležen, ne? Lahko za 2 minute povem svojo zgodbo, kako... Jaz mislim, da bo to več vredno kot vse prej. Dobro, v redu. Torej, v svojih mladih letih sem treniral atletiko, ne, v Ljubljani, ne, in moja šprint, ne, in sem izračunal, da v teh letih, ko sem to počel, da je bilo kar precej 1000 teh odrivov, veste, ne. Ogromno teh odrivov. Moja odrivna noga je bila leva, in seveda pri vsakem štartu hud pritisk, huda obremenitev, celotna telesna teža in še več na kolenski sklep. In okrog 50. leta, mi smo rekli sicer, da se lahko že po 40. tudi v tej oddaji, da se pojavi pri meni se okrog 50. in sem začutil te težave. So se malo stopnjevale, ampak sem v srečo, ravno na glukozaminu sem delal že nekaj let in se rekel, ja zdaj pa prosim, gremo še sebi, a ne dajmo pomagati. In mi je prijel. In tudi, da ste bom priznal, ne, enkrat, ko smo šli na dopust, sem jaz pozabil vzeti zdravilo s sabo. Ampak ni bilo v redu, veste, na dopustu sem moral iti v lekarno in si kupiti. Pač glukozamin Farmanord, k sreča ne so ga imela, ne. No, tako da, to je to. In ga od takrat redno in trajno jemljem. Pač jemljem tako, kot sem prej pravil. Vse 3 hkrati, zjutraj, tam pred 10. uro, ne. In torej kvaliteta življenja, ne, mislim, kolena so v redu, zaenkrat vse skupaj gre, ne. So pa to izkušnje številnih v Sloveniji že. Mi smo v Sloveniji že 10 let in pol, ne. Veliko ljudem smo že pomagali, veliko ljudem, ne. Tudi zdravnikom, ne, in tako naprej, ne. Zdaj, če se mečkam, recimo, ne, malo nazaj potegnemo, ne, je pa tako, ne, ni pa nobena stvar na svetu, ne, ni 100%, ne, in tako je tudi pri zdravilu glukozamin Farmanord. Nič na svetu ni 100%, ne, tako da so tudi primeri, ne, ko nekateri pričakujejo učinek, pa ga ne dobijo v polni meri, ne. Zdaj, kot rečeno, nič na svetu ni 100%, to pred nekaj leti, smo tudi to govorili, in smo nekomu pač rekli, ki nas je poklical, pa rekel, nimam učinka in tako naprej, pa smo mu rekli, žal je tako, ne, nič na svetu ni 100% in potem včasih se najde tudi kdo, ki mu to zdravilo ne prijemlje, ne. Čeprav smo rekli, 9 od 10 se da pomagati, se jim da urediti zadeve, ostalo je pa teh recimo nekaj odstotkov, ki pa jim zdravilo ne prijemlje v celoti, ne. Ampak tudi tukaj, zdaj v zadnjih letih, imamo zelo spodbudne informacije. Doživeli smo to, a veste, poklicala nas je pred mogoče 7 leti, 8, 6, nekaj takšnega, zdaj se točno ne spomnim, gospa, ki je 3 leta redno jemala glukozamin. Uredila si je kolena in je živela, kot da bolezni ne bi bilo. In smo se potem tudi kasneje prepričali, da je gospa resna, da je verodostojna, da je redoljubna, da skrbi zase, da pomaga sebi in potem
tudi drugim in tako naprej, ampak doživela je to. Po 3 letih, ko ji je glukozamin res lepo pomagal, so se ji začele težave vračati. In nas je poklicala in je rekla, kaj se te to dogaja? Kaj se dogaja z vašim zdravilom? Jaz sem ji zagotovil, sem rekel, gospa, zagotavljam vam, da je zdravilo v redu. Tudi sam ga jemljem, zdravilo je v redu. Veliko ljudem pomaga, to, kar nam vi pripovedujete, pa moramo zdaj še videti, zakaj gre. In torej to se je v recimo nekaj mesecih ponovilo še 2-krat, 3-krat, 4-krat in takrat sem jaz začel sklepati, da tu zdaj nekaj mora se dogajati. Kaj se zdaj dogaja v telesu teh ljudi, ki jim glukozamin začne pešati, ni več dovolj učinkovit. Kaj je z njihovo boleznijo oziroma kaj se jim dogaja v telesu. No in smo sklepali, recimo, če je v Sloveniji nekaj primerov, je v eni državi, ki ima 10-krat več prebivalcev, 10-krat več, in so oni se tudi s tem soočili in smo torej začeli brskati po literaturi, če nekdo to že kaj raziskoval. In smo našli konkretno na Finskem. Na Finskem so naredili raziskavo. In veste, kaj so ugotovili? Ugotovili so, da obstajajo nekatere kronične bolezni, ki se pojavijo predvsem v 3. življenjskem obdobju, se pravi od leta 65 pa naprej, 55 plus recimo, ki nagajajo delovanju glukozamina. In še nekaj, za nekatere teh bolezni velja, a veste, to je zdaj se bo malo čudno slišalo, ampak tako je, da nimajo nobenega znaka, s katerim bi opozarjali posameznika, da nekaj ni v redu. Se pravi, ni nobenega znaka. Ti dobiš eno kronično bolezen, bolezen je v tebi, ti ne veš za njo, živiš z njo, ona se pa širi, ona ti pa razžira tisto, kar ti počne slabega v telesu. No in zdaj, da ne bom preveč skrivnosten, bom kar povedal, ta najbolj taka pogosta bolezen, ki to počne in ki nima znaka, in bodo gledalke in gledalci pravzaprav presenečeni, jaz sem bil tudi presenečen, ta bolezen je osteoporoza. Osteoporoza je bolezen krhkih kosti. In ko se enkrat začne, so kosti čedalje bolj krhke. In ni pa to nebogljena bolezen, to je bolezen, ki, ko se razvije, je zelo nevarna, lahko se razvijajo tako imenovani multipli zlomi, se pravi zlomi na več koncih hkrati in to je hudo. Hudo. Zdaj pa imamo pa možnost, kdor jemlje glukozamin, seveda, zakaj ga jemlje? Zaradi svoje obrabe hrustanca, zaradi artroze. In ko je recimo začel jemati, ni imel osteoporoze. Medtem pa grejo leta, recimo gospa je 3 leta jemala uspešno glukozamin, zbolela za osteoporozo, seveda ni vedela, ker ni nobenega znaka za osteoporozo. Ampak zdaj imamo pa glukozamin, ki sporoča, ne morem več biti uspešen, slabše deluje, obraba hrustanca se vrača nazaj in ti znaki nas opozarjajo, da nekaj ni v redu. In jaz sem bil torej res, ko bi rekel, navdušen, fasciniran nad tem, da zdaj imamo pa nekaj novega pred seboj. Nekaj novega, česar prej nismo imeli. Prej nismo nikoli mogli v istem hipu pravzaprav prestreči osteoporozo. Če smo hodili recimo na kontrolo za osteoporozo enkrat leto ali pa zdaj pravijo na 2 leti, ti lahko imaš kontrolo za osteoporozo in je v redu. Čez 14 dni se ti pa lahko osteoporoza začne in do naslednje kontrole imaš 2 leti recimo, in se ti bo 2 leti osteoporoza pasla po telesu, da bi ti vedel, ker ni nobenega znaka. Zdaj pa, če si na tem, da zaradi obrabe hrustanca jemlješ glukozamin, pa lahko
takoj posumiš na to in seveda je to pridobito, veste, ker ko bolezen zasačimo na samem začetku, jo veliko lažje obvladamo, jo veliko pa bolj premagujemo, to je nasplošno znano, a ne? To je nasplošno znano. In zdaj imamo to možnost z glukozaminom. No pa rečete, če ni to nekaj posebnega. Ne? Se pravi, zdaj, ko nekdo doživi to, kar je ta gospa imela, mi smo pripravljeni. Takoj svetujemo, gospa, gospod, pejte na diagnostiko za to bolezen, to, ker je več bolezni, ni samo ena, ki tako nagaja, ne? Pejte na dodatno diagnostiko, da vidite, kaj se z vami dogaja. Ne? In ko smo to gospo konkretno vprašali, ne? A ste pač bila na kontroli gostote kostne mase, je rekla ne. In smo rekli, pejte takoj na to, ker sumimo, da imate osteoporozo, da se vam pase osteoporoza. Ne? Ona je pa rekla, ja, to pa sem slišala za osteoporozo, to pa ni tako, ta bolezen. Ne? Je zoprna, smo rekli, ja, seveda pejte. In je dobila diagnozo osteoporoze, ne? Potem sledi seveda zdravljenje, imamo 6-7 vrst zdravil, specialist, ortoped, fiziater, kdorkoli že, a ne? Torej, preizkusi, ugotovi, katero je pač najbolj primerno za nekoga, on to začne jemati, dobi še recimo navodila za jemanje vitamina D3, pa nekaj kalcija, pa na prehrano, pa gibati se, pa se izpostavlja soncu in tako naprej. In osteoporoza se da obvladovati. In pri tej gospeja, ne, potem, ko je začela svojo osteoporozo obvladovati, bolj ko se je osteoporoza umikala, ne, učinek glukozamina se je vračal nazaj. Čudovito, a ne? Mislim, res je čudovito. Torej, obvladali smo osteoporozo, ona bo zdaj seveda morala jemati proti osteoporozi zdravila, da ji ne pusti, da ji dela škodo, ne? Ampak istočasno se je pa tudi glukozamin vrnil, a ne? In se pravi, da je 2 bolezni na en mah premagala. To se pravi, zdaj, ko ugotovimo to, a ne, lahko sklepamo še, da nekdo recimo zboli zaradi osteoartroze, zaradi obrabe hrustanca, ki boli. Ne? Ampak ima tudi, to je recimo naslednja varianta zdaj, ampak ima osteoporozo, pa ne ve za njo. Ne? Tudi možno. Ne? In začne jemati in seveda v tem primeru mu osteoporoza nagaja in je učinek glukozamina slabši. Se pravi, posegamo v tistih 10%, za katere smo rekli, ja, nič na svetu ni 100%. Zdaj tudi tam jemljemo ven, a ne, in pridobivamo na uspešnosti zdravljenja, a ne, ker lahko na tak način, a ne, se pravi, zdravljenje pravimo strokovno prilagajamo človeku, individualiziramo, a ne. Tako da to je tudi napredek, a ne, in zato pri nas nikoli več ne moramo reči, oziroma ni prav, če rečemo, a ne, ja, če vam zdravilo ne pomaga, pa pustite ga, ne. Zdaj to odpade, ne, ker bolezni, ki nagajajo delovanju glukozamina, so poleg osteoporoze še borelioza, to je tudi zlasti pri nas, tako rekoč endemična, ne, mislim. Teh težav mi imamo veliko, ne, in tako naprej. Ja. Vas bom prekinila, zato ker naj čas zelo preganja, hkrati imamo pa na telefonski liniji en klic, pa predlagam, da ga sprejmemo in da gledalcu oziroma gledalki svetujete z nasvetom. Dober večer, komu? Ja, dober večer, Mateja na tej strani. Samo trenutek. Za vratom imate slušalko, da si jo dr. Krstič nadene, da vas bo dobro slišal. Zdaj pa mislim, da je pripravljen, kar postavite vprašanje. Ja, jaz bi vprašala za svojo mamo. Stara je čez 60 let, pa ima zelo težave s koleni in sicer ful težko se prepogne, tako da zelo jo bolijo, pa me zanima, če bi ji to pomagali. Morda kar počakajte na liniji, če bo imel še kakšno pod vprašanje. Okay. Koliko ste rekli, da je mama stara?
Nad 60 let. Nad 60 let. Aha. Ja. Ja, to, kar ste povedala, je kompletna indikacija za takošnje jemanje zdravila glukozamin Pharma Nord. Veste? Čim prej začnite jemati, tako kot pa zdajle ves večer govorimo, a ne? Redno in trajne, 3 kapsule, pa brez prekinitev, a ne? Če pa slučajno se lahko zgodi to, kar smo ravnokar pripovedovali, pa nas čim prej pokličite, da vam pomagamo z nadaljnimi konkretnimi nasveti, kako in kaj urediti, a ne, da tudi nje, a ne, to zdravljenje čim prej uspešno prime. Ne? Ok, zmenjeno, ji bom povedala. V redu, v redu. Ja, hvala lepa. Hvala Prosim, lepa, prosim. lep večer. Ja, lahko noč. Lahko Lahko noč, lahko noč. Midva pa potegniva črto pod oddajo. Kaj so tisti glavni poudarki, zakaj zdravilo glukozamin, kakšne učinke ima? Ja, zakaj zdravilo glukozamin? Zato, ker zdravilo zdravi bolezen, to je čist tako zdravo, razumsko razmišljanje in popolnoma drži. Zdaj v naših razmerah pa še toliko bolj, ker smo izpostavljeni informacijam, da lahko tudi nekatere druge snovi pomagajo, ki pa ne morejo pomagati. Ne? Tako da rešitev za probleme obrabe hrustanca je zdravilo glukozamin, ki je tudi tako strokovno, kot tudi v praksi v Sloveniji, a ne, že v polni meri dokazano. Že 10 in pol, a ne, to v Sloveniji počnemo z uspehom, pa tudi zunaj, veste, Svetovna zdravstvena organizacija, konkretno v celem razvitem svetu, od ZDA, Evrope, Japonske, Avstralije in tako naprej, a ne, ugotavljajo, da gre za vrhunsko zdravljenje in zadnjič smo, če se prav spomnim, tudi povedala, ne, da zdravljenje z glukozaminom je pridobilo status biološkega zdravljenja. Zdaj, če ima kdo kakršnokoli informacijo v zvezi s tem, pa točno ve, da je to vrhunsko zdravljenje, najbolj uspešno in z najmanj neželenimi učinki in vse to pri zdravilu glukozamin oziroma konkretno pri zdravilu glukozamin Pharma Nord tudi imamo. Magister Nikola Krstič, veselilo me je tudi nocoj. Hvala lepa za tale pogovor. Tudi vam hvala. Hvala lepa pa tudi vam, če ste vztrajali z nami. Na ekranu ste imeli izpisano telefonsko številko podjetja Mic Mengeš, kamor lahko pokličete, če se morda niste opogumili za klic v oddajo, ker vam je nerodno strah, ali pa boste še razmislili, kaj konkretno vprašati. Do naslednjič vam želiva lep večer in nasvidenje.